Gospa ministrica, ali lahko na kratko pojasnite glavne spremembe v zvezi z osebnim dopolnilnim delom? Kaj to prinaša? Vrednotnice so predvsem najpomembnejša novost, kar se tiče osebnega dopolnilnega dela, veljajo od 1. januarja letošnjega leta. S tem vrednotnicami se dejansko tisti, ki opravljajo osebno dopolnilno delo pri fizičnih osebah, uvajamo za njih sistem plačevanja pavšala za socialno varnost. Torej, s tem načinom bodo tudi tiste osebe, ki so sedaj opravljale delo, dobili neko plačilo, imeli nek minimum socialne varnosti. Po drugi strani smo pa s tem ukrepom želeli tudi to, da damo neko spodbudo, da ljudje prijavijo in registrirano upravljajo to vrstno dejavnost, ker vemo, da je največ dela na črno se upravi prav v naših domovih, torej za 4 stenami, in za to vrednotnico kot neko dodatno možnostjo, ker večinoma to upravljajo brezposelne osebe, ljudje brez virov dohodka oziroma z prenizkim virom dohodka, da vseeno pridobijo tudi določeno socialno varnost. Zato smo se odločili za ta sistem vrednotnic. Želeli smo pa to narediti kar se da enostavno in administrativno čim manj zahtevno. In tu znotraj smo potem imeli različne možne rešitve. Na koncu smo se odločili, da gremo na enomesečni pavšal, torej da se za en mesec naročnik plača 9 evrov, in sicer gre 7 evrov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 2 evra v zdravstveno zavarovanje. Zakaj prav ta vrednost? To je bilo izračun na podlagi višine minimalne plače, torej dnevnega, če pogledamo višino minimalne plače, in dnevno, koliko je prispevek od minimalne plače za pokojninsko in invalidsko in po drugi strani zdravstveno zavarovanje, pride to do višine 9 evrov. Torej smo dejansko višino minimalne plače izračunali za en dan in to dali kot pavšalno vrednost. To je seveda lahko vprašanje, ali dovolj ali ne. Nismo želeli vezati na vrednost dejansko opravljenega dela, plačila za opravljeno delo, ker to bi administrativno izjemno zapletlo stvar. Morda bi bilo bolj pravično, vendar vsekakor bi močno sam sistem zakompliciralo. To pa ob tej splošnih kritikah, da se sistemi absolutno preobremenilni z tega vidika administracije, smo želeli neko poenostavitev. Bomo videli, kako se bodo stvari naprej. Dejstvo pa je, da nekdo, ki opravlja cel mesec večkrat pri istem naročniku, dobi samo 9 evrov, medtem ko nekdo, ki bi upravljal pri večjih, je s tem, lahko rečemo, na bolje, ker mora vsak naročnik za njega plačati to vrednotnico za en mesec, torej velja pa za en mesec. To se pravi, da se najbolj splača za tiste, ki zbirajo pokojninsko dobo, da se najbolj splača, da dela pri večjih naročnikih. Z vidika tega bi rekli, da. Mi smo res veliko sistemov smo preigravali, veliko je bilo usklajevanj, ta je bila na koncu ena izmed najboljših v tem trenutku možnosti. Tudi če pogledamo, večina dela za 1, 2, 3 povprečju, medtem ko tisti, ki pa se vežejo na nabiralništvo ali to umetnostno obrt, to si pa sami plačajo, oni pa dejansko samo enkrat na mesecu plačajo 9 evrov. Uporabniki teh storitev oziroma uporabniki oziroma te, ki upravljajo to vrstno delo, največkrat sprašujejo 2 vprašanji. Prvo, zakaj morajo upokojenci prav tako plačevati ta prispevek za pokojninsko zavarovanje, kljub temu, da so oni že to prej plačevali in da danes že v bistvu dobivajo pokojnino? To je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa je tistih uporabnikov, ki naročajo neko storitev samo enkrat na mesec in se jim zdi nepravično oziroma nekako se zdi, da jih bo to odvrnilo od tega, da bi kupovali vrednotnico, zaradi tega, ker je to potem za njih predrago. Prvo, glede upokojencev bi morda dala ta odgovor, da seveda mi vedno urejamo posamezno obliko dela, ki jo pa lahko izvajajo različne osebe.
In če bi mi za upokojence rekli, da je drugačna ureditev, bi dejansko bili upokojenci bolj pozicionirani na trgu, ker bi bila njihova storitev osebnega dopolnilnega dela cenejša, kot če bi jo opravila brezposelna oseba, ne. Tako da z tega vidika smo seveda mi urejali osebno dopolnilno delo kot oblika dela na trgu, ne, kjer velja, da lahko upravlja kdorkoli, vendar lahko upravlja samo pri fizičnih osebah, to je en izmed ključnih omejitev, in pa lahko se upravlja za dela, ki so določena s pravilnikom, ne. In tu znotraj seveda težko iščemo različne možnosti za različne kategorije, potem bi pa sistem res postal še toliko bolj nepregleden, ne. In to je en izmed očitkov, da imamo različne oblike možnih del, različne kategorije, različno delo lahko upravljajo, ki so različno obremenjene. Ne, in da to obremenjuje administrativno celoten sistem. To je en razlog. Drugi razlog je pa tudi pomembno, da vseeno naš sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja temelji na medgeneracijski solidarnosti. In predvsem logika vsako delo šteje je prav ta, torej da od vsake oblike dela se plačujejo prispevki za socialno varnost. Tako je bila enako logika študentskega dela, enako je delo avtorskih in podjemnih pogodb. Dejansko je to logika, ki jo želimo in jo preko posameznih institutov možnih oblik dela peljemo v tej politiki zadnjih let. Kaj pa ta drugi očitek, da je nepravično, da enako plačujejo za vrednotnico tisti, ki uporabljajo to osebno dopolnilno delo oziroma ti delavce večkrat na mesec in tisti, ki samo enkrat na mesec? To sem že prej malce o tem. Možna druga rešitev bi bila samo, da bi se prispevki plačali dejansko glede na izplačilo. To bi bilo mnogo bolj administrativno obremenilno, ker bi bilo treba poročila in bi se na podlagi izdanega računa plačali odvedli prispevki. Mi imamo v Sloveniji tak sistem plačevanja prispevkov, da bi v tem primeru mogla fizična oseba dejansko odvesti vse te od vrednosti, ki ima, izračunati in plačati prispevke glede na dejansko zaslužen znesek. To bi administrativno bilo nemogoče. Zato smo šli na nek pavšal in vedno, ko je pavšal, se lahko vprašamo, ali je enako pravičen z vidika različnih možnosti, ki so. In seveda, tako kot sem rekla, najbolj se splača. Jaz mislim, da vseeno plačaš enkrat, ne. Verjetno bi bilo večji argument proti, če bi rekla, da je treba 5-krat na mesec to narediti, ali pa za vsak dan posebej, ne. Šli smo res na nek minimum, mi nismo želeli s tem osebno dopolnilno tako na nek način zadušiti za socialnimi prispevki, da bi bila ta vrednost visoka, da ljudje tega ne bi mogli plačati. Zato smo tudi dali to obveznost na naročnika, torej tistega, za katerega predpostavljamo, da mu to ni tako velika obremenitev. Druga zgodba bi bilo, če bi mi to zahtevali od brezposelnih oseb, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, da odvajajo to vrednost. Mi smo prav zaradi tega šli, da mora to vrednotnico plačati naročnik. En argument, drugi pa tudi ta, da danes, ko imamo osebno dopolnilno delo že kot sistem, lahko jaz kot naročnik, meni nekdo reče, ki upravlja pri meni doma delo, da je registriran. Potem se pa na koncu ugotovi, da temu ni tako in sem jaz soudeleženec, soudeleženka v tem delu na črno, ne. Sedaj pa jaz, ko naročim to obliko dela pri meni, plačam to vrednotnico in s tem dejansko jaz zagotovim, da ta oseba ne dela na črno pri meni, ne. Tako poskušali smo združiti ta vidik naročnika in tistega izvajalca, ne. In ne predvsem, ker morate vedeti, da so se tudi močno dvignile kazni. In nismo želeli samo to kaznovalno politiko kot politiko preprečevanja zaposlovanja oziroma dela na črno, ne. Tako da. Res, da je ta praksa šele, da je to uveljavi šele od začetka letošnjega leta, se pravi dobrih 14 dni. Pa me kljub temu zanima, imate že kakšen feedback s terena? Mi imamo podatke, koliko je bilo na novo prijavljenih, ker je treba morda tudi to povedati, da tisti, ki so bili že prijavljeni, da upravljajo osebno dopolnilno delo, za njih velja 6-mesečno prehodno obdobje. Tisti, ki so se pa na novo, to se jih je po teh prvih 14 dneh, glede na podatke AJPES-a, je bilo takih 255 posameznikov se je prijavilo, največ za primer pomoči na domu, varovanja otrok, torej te prve kategorije, in pa 121 zahtevkov za vrednotnice je bilo posredovano FURS-u.
Tako da dejansko so zanimivi, da smo celo v prvih 14 dneh taka številka, bomo videli pa, kako se bo naprej odvijalo. Je pa veliko zanima, predvsem zaradi tega, ker se je dopolnil seznam del, ki se lahko upravljajo kot osebno dopolnilno delo, predvsem z lektoriranjem in pa z pomočjo inštruiranjem, torej pomoč šolajoči se mladini občasno in tu znotraj je pač največ priglasitve novih, se prav s temi deli. Hvala, gospa ministrica, za ta pojasnila. Hvala vam za vprašanje.